da osnovno vaše orodje niso traktori, pa takšni novi stroji, kot so tu od zadnje, ampak je osnovna stvar še vedno zemlja. To smo pozabili zadnjih 20 let, ne? In ker smo pozabili, zato hrane tudi do odpornosti ne pridejo, če zemlja ni živa. To je zdaj dokazano tudi za mineralne gnojila, edino do katere hrane pridejo prek listov. Ampak hrana preko listov oziroma foliarno gnojenje, marsikdo je sploh, jaz sem bolj zelenjader, ne, pa imamo še malo več teh težav. Ja, bom šel prek listov, ne morem dati več zemljo. Ja, ampak zadeva preko listov je infuzija, to se morate zavedati, zadeva preko listov ne deluje dolgoročno. To deluje tisti teden, ko ste vi dali, vsaki teden pa ne s traktorjem nekaj goriva pa škropili prek listov. Včasih je treba, če ne gre. Ampak to hočem povedati že spet, če zemlja ni živa, zdrava, rastline tudi ne pridejo do hranil, pa pomški toliko, to se samo zdravi. Zdaj, zakaj je tako pomembno, da poskrbimo za zemljo, ne? Osnovna stvar je zagotovo, zdaj v tem, to ste pa že sami ugotovili, ne, znižanje stroškov. Še enkrat, kemična sredstva za varstvo rastlin, če nimate zdrave, žive zemlje, ne da ne bojo pomagali, bojo pomagali. Prej sem poslušala, kakšne vse koktejle se gor dajo na žita, ne? Da so zdrava. Ja, pa še niso čisto zdrava, no? Pa so še najslabše, kar so možno, recimo, to sem prej slišala izraz letos, ne? Še enkrat, čisto preprosto, vse vpliva zraven. Kemija je v bistvu čistista zadnja pomoč, ki lahko pomaga, če so ostale stvari v redu, ne? Problem je potem, da osnovni temelj vsake pridelave je zemlja in zato je tako pomembno gnojenje sebe. In zemlja mora biti živa, ne? In zdaj govorijo zelo veliko, govorimo o neprekopavanju, ne oranju, kako moramo paziti na mikroorganizme, ne? Ampak jaz vam povem, da zelo veliko stvari lahko naredimo tudi z preoskim kolobarjem, da nimamo dovolj širokega kolobarja, potem nimamo dovolj širokega spektra mikroorganizmov v tleh. Mikroorganizmi so pa odgovorni za vse. Tudi za to, kako bo tisto gnojilo, ki ga vi date v tla, posebej organska gnojila, razpadlo do take mere, da bo rastlina dobila v pravi meri kalij, fosfor in tako naprej. Tudi to se lahko zgodi. Če nimamo pravega pH-ja, se te stvari, ki jih mi dajemo v tla, ne razgrajujejo pravilno, oziroma se tako hitro spet stabilno vežejo v druge oblike kemijske, ki jih rastlina ne more pojesti, da v bistvu gnojila v kraj mečemo. In za fosfor je dokazano, fosfore se lahko, recimo pri pH-ju pod 5 se ga porabi samo 10%. Zemlja nastaja, sicer eni pravijo tudi od 50 let naprej do celo 200-300 let. To je čisto odvisno, kakšni so pogoji v zemlji. Skratka, vedno in čisto vedno znova je tudi iz matične podlage. Kaj zdaj hočem povedati? Zdaj v Sloveniji se je zelo razpaslo, bom pripeljal novo zemljo, ne? Posebej sicer bolj pri zelenjadarjih, pa tudi pri vrtičkarjih v rastlinjakih, ne? Če sem dal to denarja za rastlinjak, zdaj bom pa noter dobro zemljo pripeljal. Nikoli je ne boš. Zemlja bo ostala takšna, kot je bila, zelo hitro se bo spremenila spet v tisto, kar je bila prej. Seveda, če ne delamo na njej, pa še nekaj, zato se zavedate, spravi, ni to bolj za poljedelce, bolj je to zelenjadarska zadeva, ampak vseeno, je to pomembno. Ta krog, recimo, zdaj ne gledati, ne si brati, ker je to, tudi se ne boste zapomnili, pa kaj hoče s tem krogom povedati. Verjetno ste že vsi slišali besedo antagonizem med hranili. Jaz mislim, da ste. Se pravi, če v tleh enega hranila preveč, rastlina tudi drugega ne more sprejeti. To je odvisno tudi od mikroorganizmov v tleh, ampak v glavnem te črte, če si lahko tako predstavljate, recimo za fosfor sem vam htela pokazati, čeprav na poljedelstvu, predvsem živinoreji, ni toliko problematični, je bolj kalij problematični, ampak vseeno. Te črte pomenijo, na katera vsak sprejem hranil v rastlino, ne hranil v tleh, na katera hranila, na sprejem hranil vplivamo, če imamo preveč fosforja. Od železa do mangana, da je mogoče kalcij pa tudi pri vas že pomemben, posebej pri krompirju, dobro bakar, tudi ni magnezij zelo pomemben. Upam, da vsi veste, da je osnovna sestavina klorofila magnezij, ne, če magnezija ni, potem rastlina ne more. Klorofil je pa tisti, ki vam hranila, ki jih rastlina spremeni v karkoli drugega. Če ni klorofila, potem rastlina ne raste, nima semena, nima korenin in tako naprej, ne. Hranila mi samo sprejmemo, ne? Potem jih pa v bistvu klorofilni delci se s pomočjo sonca spremenijo v vse rastlinske dele. Vse, kar rabimo, pravzaprav naredimo. So pa za takšno napravo potem merili tudi sam amonijak v zraku, pa dejansko so ga na različne časovne obdobja merili, pa da so videli dejansko, koliko je tudi izgub iz take gnojevke. Zdaj, katere sisteme so primerjali? Prvi je takšen imenovan razpršilec zavesa.
Dejansko same razpršilne plošče v tem poskusu ni bilo, zaradi tega, ker tisto gre za neki osnovo, ki je že nekako bolj kot ne šla iz samih proizvodnih sistemov. Potem naslednji je nihajoči razpršilec. Zdaj tukaj gor imate tudi cene napisane. Te cene so iz leta 2018 iz te revije vzete. Delovne širine, kot vidite, nihajočega razpršilca je 15 metrov, možno tudi 27 metrov z 3 razpršilci. Potem nizkotlačni razpršilci, delovna širina 7,5 metrov. Zdaj tu je že tudi nekakva teža zadaj. Dejansko ta sistem ima nekje 250 kg. Kot vidite, 8000 € za DDV je takšen sistem stal. Potem razdelilec navlečene cevi brez sank. Tukaj so razdalje med cevmi 30 cm. 800 kg je sama teža tega sistema, 12 metrov širokega. Potem razdelilec navlečene cevi z sankami. Teža tega je nekje 1030 kg. Zakaj vam govorimo o teži? Zaradi tega, ker je pri marsikateri cisterni, kjer se to naknadno dela gor, pač ni se prej razmišljalo in je potrebno potem tudi uravnovesiti samo težo cisterne, da ko je prazna, dejansko vam ne skače cisterna oziroma vam ne dviga traktorja zadaj pri zadnjih kolesih. Naslednji sistem so dejansko zadnji sistem so pa dozatorji z diski. Tukaj gre za 6 metrov širok sistem. Teža takega sistema je 1400 kg. Zdaj, sama koncentracija amonijaka v zraku takoj po nanosu v PPM-jih, vidite, da te prvi trije sistemi, to pomeni zavesa, nihajoči razpršilec in pa nizkotlačni, so imeli dejansko tam 16-17 ppm v samem zraku, napram sistemom, kot so vlečene cevi, brez sank, z sankami in pa samimi diski, ki so pa imele okrog med 3 pa do 5 ppm. To pomeni, da so imele za 3 do 4 krat manj vsebnost oziroma vsebnost amonijaka v zraku takoj že po nanosu. Kaj vam to pomeni? Da dejansko vi že 4-krat manj dušika zgubljate že samo s tem, ker ste dali dejansko tisto primerno aplikacijo same gnojevke na vašo cisterno. Zdaj, če bi šli potem delati kompleten izračun, koliko stane 1 kila dušika, pa zdaj, če je to 1000 kubikov gnojevke, pol lahko vidite, da to lahko v enem letu pridete tudi na številke okrog 10 000, 15 000 €, ki jih vi dejansko zgubljate z čist navadnim razpršilcem. Zdaj, če še pa dodamo potem, ne vem, kakšne dodatke za gnojevko, pa je lahko ta cifra izgub dejansko potem še večja, ker še dodatno zmanjšamo same izgube dušika. Vem, da pri določenih stvarih lahko tudi do 40-50% še zmanjšamo z kakšnimi dodatki same izgube. Merili so potem isto zadevo. V tem projektu tudi izvajali smo ga tukaj na Žipotu. In kaj je v tem projektu smo dejansko delali to, da smo imenoval se je projekt okoljsko učinkovita pridelava koruze in pšenice na vodovarstvenih območjih. Dejansko smo pa imeli 6 različnih poskusov. Gnojili smo koruzo in pa pšenico, eno varianto z gnojevko plus kanom, eno varianto z gnojevko plus NGO-om, ena varianta je bila gnojevka z N-lokom plus kan, ena varianta je pa bila gnojevka z N-lokom pa plus NGO. Zdaj, v tem primeru mi smo imeli pač kontrolirano delujoče gnojilo, pri nas je bil to NGO uporabljen. Kaj so metode daljinskega zaznavanja? Čisto preprosto, najbolj osnovne zadeve, da postaviš nek senzor na njivo, kjer ti spremlja razne parametre, ali vlago, temperaturo, klorofil, vsebnost dušika, čisto osnovna zadeva. Potem gremo naprej, so letalski posnetki. Letala letijo vsake toliko, tam naredijo bolj kot ne te slike za gerke. Je kar dobra zadeva, če imaš kakšne površine, vidiš, kje so kakšne nepravilnosti na sami njivi in podobno. Potem ena stopnja višja so droni. Visoka začetna investicija, da za nabavo tega drona rabiš neke spektralne kamere, da lahko vidiš to v različnih barvah. Bom še slike pokazal. Podobno in stane. Potem pa so še tu satelitski posnetki, večina od njih je načeloma prosto dostopni, so brezplačni.
sami posnetki. Zdaj, da ti te posnetke predelaš v neko uporabno karto, ki jih daš potem na trosilec, tisto potem že nekaj stane. Ampak sami posnetki, kot jih lahko tukaj vidite, so pa načeloma čisto brezplačni in prosto dostopni. Zdaj, celotno predstavitev sem se pač skoncentriral na to eno območje in bomo bolj spremljali, kaj vse se na tem območju dogaja. To je tam pri Hrastovškem gradu, imamo njene površine, to je cirka 80 hektarjev na 5 njivah. Se kar dobro vidijo v različnih spektrih, kaj se dogaja na njivi. To je en tak čisto osnovni primer daljinskega zaznavanja. Tudi, če nimamo ustrezne mehanizacije, to si lahko pogledamo, pa potem ročno odreagiramo. Vemo, recimo, tu je neka lisa, tu je temnejše, tu je gostejše, v rdečem se vidi. Že na plastični sliki se vidijo razlike, še bolj pa na tej zeleni se točno vidi. To je dejansko slika biomase. Torej, temnejša območja pomenijo, kjer je višja biomasa, kjer je gostejša in višja rastlina. Svetlejša območja pomeni, kjer je slabša in nižja rastlina. Že z tega vidimo, kako je lahko znotraj ene površine velike razlike. Poskenirali tla. Dejansko to je rjava karta zgoraj, ki vidite, dejansko karta elektroprevodnosti tal. To pomeni dejansko koncentracijo soli v tleh. Kaj to pomeni? Torej, temnejše območje, višja koncentracija soli pomeni, da je tam težja zemlja, po domače povedano. Glina, več gline je, več mineralov v tleh, več soli v tleh je temnejša. Te so svetlejša območja, je manjša. To so take večletne potencialne karte, kjer dejansko te, prej smo videli eno, tisto je trenutno stanje, recimo na 26. maj, kak je zgledal. Te potencialne karte pa se zberejo slike iz večjega obdobja, recimo v zadnjih 5 let, 10, 15 let tudi ni problema. Dejansko satelitske slike, te so že od leta 88 na voljo. Jaz sem šel za naše njive gledati od leta 88 do danes, lahko pogledam časovno vrsto, kako se je zadeva razvijala. In ja, ponovadi je dovolj, če vzameš zadnjih 5 let, takrat imaš neko obdobje, če greš na daljše obdobje, že imaš razne vplive. Zadnjih 5 let se bolj kot ne enakomerno delo in te dejansko razlike, ki so se dogajale znotraj njive v zadnjih 5 letih. Dejansko različna območja ti naredi take cone, pa se zopet lahko rečeš, tu bom vzorčil, ker tu so neke cone z podobno biomaso, s podobnimi lastnostmi. Zelo podobno tistemu, tam pač grejo direktno z senzorjem. Lahko vidimo neka, recimo te rdeče območje, tu je to dolgo zeleno območje, dejansko zadnjih 5 let ali pa slika lanskega predelka koruze, zelo so vpadli. Tako da še eno malo večje območje, to je ravno tukaj od zadaj dol proti Ptuju, če gledamo. Tista ena njiva, tu imate založeno z fosforjem, rdečo je A, modro je E, zaželjeno je tu rumenem na odtenku. Tudi vidimo, kako so različno založene različne deli njive. Recimo ta njiva 26 hektarjev, ta je 16, ta je 7, ta je 31. Da se vidi, kako je na različnih delih različno. Zdaj pa mi povedal, zakaj bi bilo tu smiselno 300 kg MPK-ja, pa gremo po celi njivi. Tam ga ne boš izkoristil, tam Ja, danes sem zelo presenečen, kako je šla tehnologija naprej. Prihajam iz živinorejske kmetije, sicer imamo poljedelstvo za svojo uporabo, se pravi za krmo živali. Najbolj sem se oddaljil zaradi tega, ker da vidim, pri čem smo, se pravi za tehnologijo, za vsem, ampak sem zelo presenečen. Zelo je napredovalo, se pravi v tehnologiji, pridelavi, se pravi gnojenju, obdelavi zemlje.